Barbara, pozdravljena. Kakšno razpoloženje vlada med Nemci ob bližajoči se okrogli obletnici konca druge svetovne vojne oziroma kako danes v Nemčiji gledajo na dogodke izpred 7 desetletij? Ob vsej neznanski zgodovinski krivdi, ali pa morda tudi zaradi nje, je imela povojna Nemčija srečo, da so zaporedne generacije mladih od svojih staršev in starih staršev zahtevale pojasnila. V prvem povojnem desetletju in še čez je bilo tudi v Nemčiji le malo slišati o zgodovinskih zločinih, molčale so celo žrtve. Prelomnico so prinesli procesi proti nekaterim vidnim nacistom in študentska gibanja s konca 60-ih let. Čeprav smo lahko tudi ob letošnjih prvomajskih neonacističnih marših videli, da veliko ljudi ostaja slepih, Nemčija kot celota priznava svojo krivdo in je zaradi tega boljša, kot bi sicer bila. Morda bi si zato več samorefleksije želeli tudi pri nekaterih državah, ki jo najbolj spominjajo na stare grehe. Danes dopoldne sem se tako udeležila 2 predavanj, ki jih lahko izkoriščamo tuji dopisniki v Berlinu, in slišala veliko takšnega, kar daje misliti. Znani zgodovinar Paul Nolte je tako poudaril pomembnost lokalnega, bolj osebnega spominjanja zgodovinskih zločinov in napak. Prav je, da nemške televizije nenehno predvajajo oddaje o nacizmu in drugi svetovni vojni, ter da šolarje vodijo k spomenikom poboju Judov ter v koncentracijska taborišča. Enako ali pa še bolj pomembno pa je njihovo razmišljanje o zločinih v lastnem mestu ali vasi, morda celo v lastni družini. Drugo poučno izjavo je na dopoldanski tiskovni konferenci povedal nemški finančni minister Wolfgang Schäuble. Rojen leta 1942 se osebno sicer ne spominja vojne, a je tudi sam odraščal v zavedanju nemške krivde in vsega, kar so v Evropi zakrivili poblazneli nacionalizmi. Neverjetna sreča je, kaj smo dosegli po koncu druge svetovne vojne. Odločilno je, da Evropa raste skupaj, je povedal politik, ki kljub vztrajanju pri proračunskih omejitvah vsake evrske države, ali pa spet prav zato, velja za prepričanega Evropejca. Zavedati bi se namreč morali tudi, da druga svetovna vojna nikakor ni bila prva uničujoča vojna na stari celini. To ni bila niti tista, ki jo imenujemo prva svetovna vojna. Evropa je že pred tem v rednih presledkih trpela dobesedno zdesetkanje prebivalstva in grozljivo uničevanje. Skorajda industrijsko pobijanje med drugo svetovno vojno pa je zadnji vseevropski uničevalni konflikt in Nemčija hoče, da bi tako tudi ostalo. Že jugoslovanske vojne so pokazale in zdaj to potrjujejo tudi spopadi v Ukrajini, da mir nikakor ni samoumeven. Kakšno je javno mnenje o novih zahtevkih po novih odškodninah za zločine storjene med drugo svetovno vojno? Najbolj odmevna je morda zahteva Grčije po več milijardah. Nemški finančni minister je pred nekaj urami govoril tudi o tem. Poudaril je, da predsednik Joachim Gauck, ki si lahko predstavlja povrnitev škode, ni govoril o vojnih odškodninah, ampak o grško-nemškem skladu za pomoč tistim, ki so osebno trpeli, po zgledu poravnav za nekdanje prisilne delavce. 70 let po koncu druge svetovne vojne Nemčija ne namerava ponovno odpirati vprašanja odškodnin ali celo z neznanskimi, skoraj 300 milijardnimi vsotami reševati države, ki mislijo, da so za vse njihove grehe krivi drugi. Ker se zavedajo svoje zgodovinske krivde, pa so Nemci pripravljeni pomagati tistim, ki so trpeli, ter ozaveščati mlade generacije. Nekateri so se celo odločili, da bodo kar sami plačali, kar ocenjujejo kot svoj delež. Münchenski učitelj po imenu Stefan Kisters je tako zdravnikom brez meja nakazal 135 evrov in v formularju označil, naj ta denar porabijo v Grčiji. Kako ti danes vidiš pojav gibanj, kakršna je Pegida? Kako nam gleda nemška javnost? Kot že rečeno, se vsi Nemci ne zavedajo enako svojih zgodovinskih grehov. Nekateri tudi sami za vse svoje težave radi obtožujejo druge in drugačne. Zanimivo pa je, da ima to gibanje, ki se uradno zavzema samo proti fanatizmom, a je bilo v njem ves čas čutiti veliko skrajnega nacionalizma, daleč največ privržencev na nekdanjem komunističnem vzhodu države, kar dokazuje, kako malo imajo floskule o bratstvu in enotnosti skupnega z resničnim sobivanjem. V novih nemških deželah skoraj da ni tujcev, še manj pripadnikov drugih verstev, po nasprotju z zahodom države, ki se je naučil živeti s svojimi gostujočimi delavci, gredo 10 tisoči na ulice v podporo zelo dvomljivemu političnemu gibanju. Ali bolje povedano, so šli na ulice. Odkar so ustanovitelje Pegide Luca Bachmana, sicer obsojenega roparja in ilegalnega priseljenca v Južnoafriški republiki, na fotografijah zalotili še s hitlerjanskimi brčicami in pričesko, se je gibanje sesulo vase. Hvala za pojasnila. Nasvidenje.